Pozdravljeni. Na progi v Špilbergu smo danes imeli kar veliko aktivnosti, ampak nas, navdušence, je najbolj zanimal sprint za veliko nagrado Avstrije. V zadnjem briefingu si bomo pogledali vse tiste zadnje podatke, ki nam bodo nekako pomagali bolje razumeti nedeljsko dirko. Tudi danes bo zadnji briefing razdeljen na 3 dele. V prvem delu si bomo ogledali same rezultate tokratnega sprinta. V drugem delu seveda bomo pozornost obrnili proti ritmu, ki ga lahko pričakujemo na sami veliki nagradi. Seveda v tretjem in zadnjem delu se bomo ukvarjali z mojo osebno napovedjo glede strategij. A začnimo s samim sprintom, ker bi lahko marsikdo rekel, da nobenih večjih presenečenj. Vsaj tako bi lahko trdili tisti navdušenci, ki na koncu si ogledajo samo rezultat. A videli smo, da je bil Max Verstappen hitrejši od vseh, in to od začetka sprinta pa do konca. A že na samem startu smo videli prvo presenečenje. Carlos Sainz mlajši je z lahkoto prišel pred Charlesa Leclerca. Leclerc je bil malce stisnjen ob zid strani samega Verstappena, ampak Sainz ni čakal in je izkoristil priložnost. Seveda, Leclerc je Sainza nato prehitel nazaj, ampak težava je v tem, da tu v Avstriji je bil vsaj kar se tiče sprinta Max Verstappen hitrejši od obeh Ferrarijev. In verjetno ni treba posebej poudarjati, kdo je na lestvici spredaj in kdo zadaj. Namreč Charles Leclerc je tisti, ki mora nadoknaditi zaostanek in tako mu verjetno ne bo uspelo. Vsaj tako je moje osebno videnje. Tudi Sergio Perez je pokazal dobro formo, prišel je do 5. mesta. 4. mesto, ki ga je dosegel seveda George Russell, pa ni bilo tako blesteče, kot bi si lahko predstavljali. Vsaj tak občutek sem dobil, kajti Mercedes tu v Red Bull ringu ni tako dober kot tisti, ki smo ga videli v Silverstonu. Lep dokaz Lewis Hamilton. Dobil je točko za 8. mesto, ampak pošteno se je moral potruditi, da je prišel mimo Mika Schumacherja. A videli smo lahko, da praktično na samem sprintu ni bilo večjih presenečenj, nekaj razočaranj. Razočaranje je posebej močno pri Fernandu Alonsu, namreč okvara pred samim začetkom. A videli smo tudi na primer Pierresa Gaslija, ki je zopet pokvaril dober vtis, ki bi ga lahko napravil na tem sprintu. A pustimo, glavna dirka in tiste pomembne točke se delijo na nedeljski veliki nagradi. A seveda v Avstriji bi rad poudaril še neko zanimivost, namreč ko so na uradnem Twitter računu Formule 1 predstavili rezultate, smo lahko videli tole sliko. Nato so zadevo hitro popravili in vidimo lahko prave slike z seveda ustreznimi imeni spodaj. Ampak zgodi se. Bistveno bo sedaj pogledati, kaj nam pravi ritem. In pri ritmu smo lahko gotovi, da Red Bull in Ferrari sta približno poravnana. Čeprav bi lahko dejali, da analiza mikrosektorjev kaže tudi Mercedes dokaj blizu, je ta, kar se tiče ritma, za tistim, kar sta pokazali obe najboljši ekipi. Nato Alpine in seveda Haas. A to nam lahko kaže, da bo izjemno pomembno, kako se bodo ekipe odločile za strategijo.
In preden se spustimo v tisto mojo osebno napoved, še zanimivost. Tu lahko vidimo, kdaj popusti na progi Red Bull Ringa pneumatika soft in kdaj ona medium. Videli ste lahko, da na samem sprintu je redko kdo posegal po najmehkejši pneumatiki. In verjetno zato, ker bi bila njena uporaba mejna glede na dolžino samega sprinta. In kot običajno moram poudariti, da nisem imel časa pogledati, ali so sploh pri Pirelliju do ure snemanja tega prispevka objavili, kaj mislijo o jutrišnji strategiji, in seveda nisem videl tudi nobene druge napovedi drugih avtorjev. A sam vam kot običajno predstavim 3 različne verzije. In prva je tista najbolj enostavna in po mojem mnenju tudi najbolj verjetna. Strategija z enim postankom. Začeti na pneumatiki medium, peljati tam okrog 31 krogov, nato pneumatiko hard 40 krogov in do konca. Strategija tudi omogoča dokaj fleksibilno izbiro, namreč mogoče bi bilo tisti prvi del celo malce podaljšati, ampak mislim, da to razmerje je ono pravo in tisto, katerega se bodo poslužili pri večini ekip, ukolikor ne bo kakšnih prekinitev varnostnih avtomobilov in kakšnega nenačrtovanega postanka prav v zadnjem delu dirke. Seveda imamo še 2 varianti z 2 postankoma in rad bi vas opozoril, da tu sem se nalašč izogibal varianti medium, hard in soft na koncu, kajti to je neka strategija, ki se ne načrtuje. Pač odločitev je na samem mestu, ukolikor se splača. Seveda gre bolj za vajo, kjer vam bom predstavil strategijo z 2 postankoma, ki bi znala biti hitra, ampak bistveno počasnejša od one prve. Začeti na pneumatiki soft, približno 20 krogov, nato medium za 31 krogov, kar je enaka dolžina stinta kot pri prvi strategiji, in nato zopet soft 20 krogov. Sam ne vidim potrebe v takšno strategijo dajati pneumatike hard. In seveda še tretja strategija, ki je izjemno podobna drugi z eno variacijo. Pneumatika soft krat 21 krogov, ampak zaradi lepšega razumevanja. Nato 2-krat pneumatika medium, približno 25 krogov. In ta strategija bi znala biti prav tako hitra kot ona druga, če ne malce hitrejša. Zopet sem se izogibal pneumatiki hard, ki lahko zdrži dobrih 30 krogov. A seveda na sami progi bomo lahko videli bistveno različne variante. A v komentarju dirke bomo pogledali najprej, kar je predlagal Pirelli, nato ga primerjali z mojo napovedjo in na koncu še s tistim, kar so pokazale ekipe na sami progi. Danes za ta zadnji briefing bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.